Živijo, moje ime je Katarina Kogej. Za založbo Malinc pripravljam vsebine, koordiniram projekte, pripravljam delavnice in verjetno bi se našlo še kaj drugega. Trenutno berem knjigo Otese Mosfeg z naslovom Eileen. To knjigo sem dobila za darilo. Govori pa o precej neprijetnem liku, ki se znajde v precej neprijetni situaciji. Knjiga je precej neprijetna, ampak nisem še prebrala do konca, tako da mogoče me bo zaključek presenetil. Trenutno se nagibam k nekje številka 3. Drugo knjigo, ki sem jo nedavno prebrala, je knjiga Mariane Enriquez. To je argentinska avtorica, ki sem jo odkrila letos in me je zelo navdušila. Prebrala sem njeno zbirko kratkih zgodb The Dangers of Smoking in Bed je angleški prevod. Dala bi ji oceno 4, ker je strašna in vznemirljiva. Prebrala sem tudi mladinski roman Samante Cobal, Menjam strah za sladoled, ki ga bomo v kratkem izdali. To pa je zgodba, ki govori o najstniku Tomažu, ki se znajde v vrtincu čustev in drugih raznoraznih dogodkov. In knjiga mi je bila zelo všeč, ker se dogaja tudi v moji domači Novi Gorici, tako da tudi tej knjigi bi dala zelo solidno 4. Zadnje čase mi je zelo všeč horor. V bistvu sem prebrala kar precej grozljivk to poletje, nepričakovano. Zelo blizu mi je pa tudi avtofikcija, ker me zelo zanima način, kako se spomin prepleta z literarnim ubesedovanjem in me poskusi avtorjev, ki razmišljajo v to smer, vedno znova osupnejo. Ljubezen do knjig gojim od otroštva. Eden izmed mojih prvih spominov je, ko sem sama uspela prebrati eno pravljico Svetlane Makarovič in to se mi je zdelo tako fajn, da se od takrat nisem ustavila brati. To je pa zelo zoprno in zahtevno vprašanje. Najljubši avtorji se seveda spreminjajo, odvisno od obdobja, odvisno od razpoloženja, tako da mogoče tukaj ne bi niti nobenega uspela izpostaviti. Knjige mi pomenijo stik z drugimi kulturami, stik z drugimi razmišljanji. Knjige mi omogočajo to, da se vživim v kožo nekoga drugega, da vidim svet na druge načine in da nenazadnje potujem, kadar tega fizično ne morem. Mislim, da ko sem bila mlajša, so mi bili zelo všeč liki iz knjig Neke O'Mahen in pa Jacqueline Wilson. Od takrat naprej pa v bistvu niti nisem iskala več nekega poistovetenja s knjižnimi junaki. To bi se pa zagotovo z pripovedovalko iz romana Matere ne, ki ga bomo tudi v kratkem izdali. In to je novinarka, ki raziskuje primer ženske, ki je umorila svojega otroka. Ob tem pa se prevprašuje o vlogah pisateljice, tudi o svoji vlogi pisateljice, ženske, matere, ne nujno v tem vrstnem redu in nekatere njene poante so zelo, zelo zanimive. Tako da sem prepričana, da bi bil ta pogovor tudi zelo zanimiv. Brez dvoma v 13,5 življenj kapitana Sinjedlakca, zato ker so čisto vsako izmed teh življenj je domišljijsko tako dovršeno, da se po moje ne bi nikoli naveličala.